Zbornica računovodskih servisov je pred slabim letom pristopila k projektu promocije zdravja na delovnem mestu. Namen tega je bil, da izdelamo oziroma da pripravimo neke smernice, ki bi povedale našim članom oziroma podjetjem, kako pomembno je živeti zdravo na delovnem mestu in tudi izven delovnega mesta. Zavedati se moramo, da je delo v računovodskih servisih zelo stresno in zelo fizično obremenilno, glede na samo naravo, se pravi na pretežno sedenje in ukvarjanje z elektronskimi napravami. Ugotovili smo, glede na anketo, ki smo jo izdelali, da se pri naših članih pojavlja predvsem težava v prezentizmu, ne toliko v pomanjkanju delovnih ur, kot pa v prevelikem številu ur, kjer so zaposleni na delovnih mestih takrat, ko bi morali dejansko biti doma in počivati in se pozdraviti. Zato menimo, da je tak projekt zelo pomemben za naše člane. Večina računovodskih servisov gre v resnici pri večini za mala ali mikropodjetja. In z tega vidika si zelo težko privoščijo neke nenačrtovane odsotnosti z dela, pa če tudi gre za bolezen zaposlenih. Tako je pogost pojav v računovodskih servisih je pojav prezentizma. To pomeni, da ljudje prihajajo na delo in prebolevajo bolezen na delu, kar v končni fazi lahko privede do nekih hujših zdravstvenih posledic za zaposlene, za samo podjetje pa to pomeni v bistvu velike dodatne stroške. Tako smo se potem z zbornico računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije odločili, da skupaj organiziramo delavnice promocije zdravja pri delu, kjer računovodske servise naučimo, kako pripraviti učinkovit načrt promocije zdravja pri delu po nekih temeljnih osnovnih korakih, jim ozavestimo pomen promocije zdravja pri delu, pa tudi praktično pokažemo, kako se lahko lotijo oblikovanja določenih ukrepov z tega področja. Sama delavnica je razdeljena na dva dela. V prvem delu obravnavamo analizo zdravja v podjetju, potem obravnavamo, katero področje naj v podjetju izberejo za svoje delovanje pri promociji zdravja, ki je seveda relevantno nekim zdravstvenim tveganjem v njihovem podjetju. Zastavimo si realne, dosegljive cilje in potem pomagamo oblikovati neke ustrezne ukrepe promocije zdravja pri delu. Torej, podjetjem pomagamo oblikovati ukrepe promocije zdravja pri delu, ki odgovarjajo tako organizacijskim, časovnim in finančnim okvirom, ki jih samo podjetje zmore. V drugem delu delavnice pa se potem praktično lotimo naloge in skušamo sestaviti načrt promocije zdravja pri delu, ki je potem dober temelj za vsak računovodski servis, da lahko potem v svojem podjetju pripravijo nek njim relevanten in ustrezen načrt promocije zdravja pri delu. Med obema deloma imamo organizirano zdravo malico, ki je tudi praktičen prikaz za računovodske servise, kako lahko njihovi zaposleni si organizirajo neko zdravo malico tudi na delovnem mestu. To pomeni, da zaužijajo hrano, ki jim pomaga vračati energijo za delo, ki je okusna, ki je hranil polna in ne pa hrano, ki jim energijo odvzame in so zaradi nje potem še bolj utrujeni fizično ali psihično. Sem pa zelo vesela, da računovodski servisi ocenjujejo te naše delavnice kot zelo praktične in da jim dajo visoke ocene, tako da se veselim, da bojo to znanje, ki so ga pridobili, lahko tudi uspešno v praksi v svojih podjetjih uveljavili. Računovodski servisi so v bistvu neke vrste informacijske točke za praktično vsa mala podjetja, pa tudi mikropodjetja, pa tudi za nekatera srednja in velika. Zdaj, glede na to, da mora vsako podjetje, ne glede na velikost, branžo, število zaposlenih, obseg poslovanja, definitivno po zakonu izvajati promocijo zdravja pri delu, je seveda zelo koristno, da se o tem izobrazi in kaj nauči tudi samo in ravno preko računovodskih servisov lahko tudi stranke pridejo do določenega znanja. Prav računovodski servisi so sama po sebi mala in mikropodjetja, zato se nam je zdelo zelo pomembno, da pri njih nekako izpostavimo način, odnos do te dejavnosti, zato da v svojem podjetju pravilno pristopijo in da s svojim vzorom tudi potem naprej strankam lahko pokažejo, kaj pa dejansko promocija zdravja lahko tudi je.
Promocija zdravja predvsem ni samo strošek, ampak je predvsem investicija. Je pa morda potrebno izpostaviti tudi to, da ukrepi, ki so jih do sedaj morda ne načrtovano pa ne analitično podjetja že sama izvajala, lahko pomenijo v bistvu samo korak naprej v kreativnih rešitvah, ne pa nujno v finančni obremenitvi. Tako da tudi tukaj dajemo velik poudarek in poskušamo izobraziti računovodske servise v tej smeri. Ja, jaz moram reči, da sem zelo vesela, da smo se lotili prav te teme, ker zdravje, stres, to je ključno za vsako podjetje, da ljudje so motivirani, da z veseljem delajo, da učinkovito delajo, na koncu ima lastnik, direktor, veliko več od tega, tako da to ni strošek, to je res investicija v ljudi. Tudi sami zaposleni morajo vedeti, da ne zaradi šefov, ne zaradi ukrepov, ampak zaradi sebe to delajo. Tako da ja, tudi v bistvu delavnice, punce so bile zelo strokovne, tako da priporočam. Promocija zdravja na delovnem mestu je v bistvu umestna. Glede na to, da vsi želimo, da so naši sodelavci, sodelavke brezhibni, zdravi, veseli, vsekakor, je zelo pomembno, da razpolagajo z nekimi informacijami, nekimi znanji in seveda nekem okolju, kjer se to lahko tudi na nek način izvaja. Zdaj sami smo verjetno, kaj pa vem, dostikrat razen kakšnih nujnih zdravstvenih zadev, ki jih imamo osebno, premalokrat ozaveščeni, da bi karkoli lahko ali pa želimo narediti ravno razen takrat, ko že nismo skoraj prisiljeni. No, na nek način je ta predpis dobrodošel. Dobrodošle so seveda tudi vse informacije, ki jih dobimo v okviru naše zbornice. Zbornica se je res potrudila, da nam je pripomogla k temu, da je dala pač neke osnove in seveda tudi delavnice. In na teh delavnicah, ko so bile seveda moje sodelavke kot predstavniki našega podjetja prisotne, so dobile določene informacije, znanja, izkušnje nekih drugih in ne te enake, ampak podobne zgodbe poskušamo pri nas uvesti notre v naše delovanje, medsebojno sodelovanje, včasih skozi hec, včasih skozi nujo, po potrebu, ne nazadnje pa tudi skozi neko zakonsko potrebo, ki pač moramo na nek način zadostiti. Torej, skup sestavni del tudi ta delavnica in pa vse te, kar pač nudi naša zbornica, je res pohvala vredno, ker kolikor delamo z drugimi dejavnostmi, te druge dejavnosti vse jaz nisem zasledila, da bi imeli neka tako podporo, kot imamo mi pri nas. Udeležila sem se delavnice na zbornici računovodskih servisov. Takoj že na delavnici smo naredili analizo tudi naših prostorov, naše promocije zdravja v naši firmi. In sicer smo ugotovili, da imamo pisarne okolje prijazne, pisarne imamo vse po določilih, tako kot smo se tudi na delavnicah pogovarjali. Pač stole, mize, podstavke za noge, miške, monitorje v višini, očitko, ko je potrebno. Smo pa naredili malo več na tem področju zdravja in sicer smo že imeli tudi recimo printer v drugi pisarni, tako da se sprehodimo. Imamo v zgornjem nadstropju imamo arhiv, tam imamo spravljene tudi registratorje, gremo po stopnicah gor in po stopnicah dol, tako da smo tudi na tem področju že, bom rekla, 20 let, 25 let že delamo tako. No, na koncu smo pa uvedli še sobno kolo, tako da še tam se sproščamo od zdaj naprej. Kar se tiče promocije zdravja v podjetju SAN, imamo zadolženo sodelavko, ki skrbi za te zadeve, se je udeležila tudi delavnice, dobila na tej delavnici kar nekaj iztočnic, ki pa jih zdaj poskušamo to v prakso udejaniti. V tem trenutku pripravljamo anketo, vsi naši zaposleni bodo povedali, kaj je tisto, kar si želijo glede rekreacije, glede zdravega načina življenja v podjetju in potem bomo na osnovi teh anket, ker nas je trenutno 27 zaposlenih, nekako skušali sestaviti ta pravilnik in pa tudi upoštevati želje vseh naših. Tako da do konca leta računam, da bomo na tem zadevi imeli urejene stvari. Vsekakor je zelo smiselno, da se vodje oziroma direktorji, poslovodje teh
naših servisov udeležijo take delavnice. Težava je namreč v tem, da se ne zavedamo, kakšno je naše življenje, dokler nam nekdo enostavno ne prižge luči in pokaže, kaj delamo narobe in kaj moramo popraviti. Vsekakor je ena takšna delavnica zelo pozitivna iz pogleda, da nam pove, kakšna je pot k pravilni pripravi enega načrta za promocijo zdravja in enega načrta in ocene, kakšno je trenutno stanje v podjetju, na osnovi česa se potem lahko izdela nov načrt, ki bo zadoščal tako zahtevam samega zdravega življenja, kot navsezadnje tudi zahtevam zakona, ki predpisuje to promocijo zdravja.